Torej, dobrodošli na še enem dogodku znotraj serije pogovorov in predavanj o afriški literaturi. Še zmeraj nadaljujemo z ciklom o teoriji, se pravi pretežno s postkolonialnimi mislecimi. Nocuje z mano Goran Vranešević, raziskovalec in docent filozofije na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Govorila bova pa o knjigi, kultni knjigi iz postkolonialnih in afriških študij, kako je Evropa podrazvila Afriko, gvajanskega misleca in zgodovinarja Walterja Rodneyja. Knjiga je izšla pri založbi CF nekaj mesecev nazaj, sicer še zmeraj v 2021, v prevodu Aleksandre Rekar, spremno besedo k njej pa napisal Nikolaj Jeffs. In mogoče samo za začetek bi prebrala en odlomek iz spremne besede, spremne besede, ki se mi zdi, da je precej pomenljiv in z njim lahko začenemo nocojšnji dogodek. In sicer tako. Prvi poudarek pri premišljevanju o pomenu življenja in dela Walterja Rodneyja ter o vseh raznovrstnih tipih intelektualca, ki jih ponazarja, mora biti zagotovo na tem, da je izhajal iz delavske družine. Pri tem njegove želje po vsesplošni osvoboditvi razreda, iz katerega je izviral, koncu rasizma ter zlomu, neokolonializma in imperializma, nikakor niso bile omejene na lagodna in zgolj akademska pobrkovanja po univerzitetnih kabinetih in predavalnicah. Rodney je bil res da odličen predavatelj, pedagog in raziskovalec, poleg tega je njegova knjiga Kako je Evropa podrazvila Afriko temeljno zgodovinopisno delo, ki je še vedno izhaja v številnih ponatistih in prevodih. Toda poleg intelektualne in akademske je preizpraševal tudi politično oblast, zaradi česar ga je gvajanska oblast kratko malo hladnokrvno umorila. To je njegov odmor, se je zgodil, umrl je v politično motiviranem bombnem napadu leta 1980, se pravi, da je umrl precej mlad. Vsekakor je njegova pač nekako celotna drža nekako zasnovana med akademskim in aktivističnim življenjem, o čem bomo tudi mogoče malo kasneje spregovorili. Knjiga pa pravzaprav, knjiga Kako je Evropa podrazvila Afriko, govori nekako povzema neko genealogijo afriškega podrazvoja in nekako očrta pač pravzaprav proces razvoja in podrazvoja, se pravi o tem govori, kako je Evropa podrazvila Afriko, medtem ko je istočasno Afrika razvijala Evropo. Tako da, Goran, ful hvala, da si danes z nami, me zelo veseli in mogoče lahko ta dogodek odpreva z nekim takim splošnim vprašanjem. Walter Rodney je nekako v prvi vrsti predvsem zgodovinar, ne? In ta knjiga je kljub tej nekim političnem vpogledu, družbeno-političnem vpogledu v podrazvoj Afrike, predvsem tudi zgodovinska. In zdaj mogoče se lahko res za začetek pač odpreva, pač nekako dekonstruirava tale mit, veliki mit o Afriki, da je Afrika pač poda pač ahistorična, podobe pa pravzaprav, da se afriška zgodovina začne s kolonializmom. Tako da mogoče nekako začneva s tem nekim vpogledom, predvsem filozofskim, ker mislim, da so se določeni filozofi tudi izrekali o historičnosti Afrike in o pač te nekemu nezmožnosti gibanja in razvoja in pravzaprav nekako pojasniš, kako bi razumeli in kako bi pravzaprav Rodneyjevo knjigo umestili v to neko tezo, ki je dostikrat bila debatirana znotraj postkolonialnih študij. Najlepša hvala za organizacijo tega dogodka, pa najlepša hvala za vabilo. Vsekakor mislim, da je pač za začetek mogoče res najbolje pogledati nek predkorak temu, kam pravzaprav se umešča ta knjiga, ker če pač pogledamo samo knjigo, mogoče na nek način deluje malo v zraku ne zaradi tega, ker ne bi bila podkrepljena z nekimi dejstvi, fakti in tako naprej, ampak zaradi tega, ker točno ne vemo, mogoče izpade na ta način, kot da ne vemo, koga točno nagovarja. Nagovarja vse hkrati, pa ne nagovarja nikogar. Tako da tisti zaplet, ki se velikokrat zgodi, kjer je samo nanašalnost, postane tudi lahko hitro problem. Zdaj, če takoj najprej odpremo to idejo o tem, kaj pravzaprav bi lahko predstavljala Afrika, pa kam pravzaprav se lahko tudi opisuje ta knjiga, bi mogoče takoj uporabil enega največjih, po mojem mnenju največjega filozofa, Hegla, ki je vsekakor
naredil veliko za filozofijo, veliko za napredek misli in veliko tudi za neka revolucionarna gibanja, bi lahko rekli, kjer pa obstaja zelo velik problem in je bil že, so napisane razne študije, napisane so tudi zelo dobri članki od temu, pa je problem Afrike oziroma ideja Afrike pri Hegelu. Zdaj, ideja Afrike pri Hegelu je zelo vezana na neko zelo specifično branje tega, kaj je zgodovina oziroma kaj je v zgodovini. Zdaj, sama zgodovina, način kako zgodovino opredeli Hegel, je zelo specifična. Specifično zaradi tega, ker takoj na začetku, če boste kdaj slučajno si vzeli čas pa prebrali njegovo filozofijo zgodovine, si vzame tam na 4-5 straneh čas in razdeli po njegovem mnenju, kaj pomeni Afrika, kaj pomeni ideja Afrike. In prva stvar, ki jo naredi, je, da razdeli Afriko na 3 pojme. Ne obstaja ideja Afrike kot taka, ampak razdeli na 3 pojme. Prvo reče, da obstaja Evropska Afrika, Evropska Afrika v smislu Sredozemska Afrika ob morju. Zakaj? Zaradi tega, ker je najbližje nekako evropski kulturi, evropske civilizacije in tako naprej. Celo neki reče, da če bi imel on pač to moč, kaj bi naredil, on bi povlekel ta severni del Afrike bližje Evropi, ker se mu zdi, da nekako je to eden izmed problemov. To je prva razdelitev, druga je, reče, da obstaja obnilska Afrika, to je pač vse države ob Nilu, spet specifika gospodarska, geografska in tako naprej, in potem reče, pa obstaja to, o čemer potem on sam govori, pa kako potem razdeli to idejo Afrike, pa obstaja bistvena Afrika, Afrika pod Saharo. To je tisto, o čemer govori, in to je tista kritika, ki jo vedno, če boste brali kritiko o Hegelu, govori specifično o Afriki pod Saharo. Zdaj, prva samo opomba, preden gremo kritizirati Hegla, je samo, da njegovi podatki o tem, kaj je Afrika, kaj je ta podsaharska Afrika, kaj je ta bistvena Afrika, o kateri govori, temelji izključno in res izključno, tudi zaradi tega, ker je imel malo pomanjkanje literature, temelji na nekih krščanskih misionarjih, če na hitro najdem, če boste kdaj pogledali, Bovdih pa Dalzel. Popolnoma irelevantna, drugače avtorja, sem malo preletel, pač nametane neke splošni opisi o tem, kaj ne se bi dogajalo v tistem delu Afrike, zelo evrocentrično, zelo rasistično, lahko se predstavljate, pač plešejo vsi pač pojejo in tako naprej, in tako naprej. Zdaj, kljub temu, pač znotraj teh zelo posplošenih opisov, pa najde Hegel neko težavo. Zdaj, še ena opomba, preden gremo k temu, je, da Hegel na večjih mestih, tudi v drugih knjigah, v enciklopediji, v fenomenologiji duha in tako naprej, zelo specifično pravi, da ko govori o nikakor ni vezan ne na raso, ne na pač na neke kulturne specifičnosti in tako naprej, tako da nikakor mu ne moremo pripisati, da je nek rasist, tako kot bi lahko kakšnim njegovim tedajnim kolegom, mogoče Fichte in tako naprej. Ampak vseeno se pač ujame v neko zanko. Ta zanka je to, na kakšen način hoče on razumeti samo zgodovino oziroma sam ta v zgodovini. Kaj je zdaj ta problem? Pa bom samo eno stvar bom prebral, da vidite, kje se takoj ujame v neko lastno samo ustvarjeno zanko. Pravi, takoj ko začne govoriti o tej pravi, bistveni, dejanski Afriki, pravi, to je dejanska Afrika, kolikor sega nazaj v zgodovino, je ostala zaprta in preostala zaprta za preostali svet. To je v sebi utemeljena dežela zlata, otroška dežela, ki je onstraj dneva samozavedanja zgodovine zavita v črno barvo noči. Torej, če res na hitro, ker nismo prišli zaradi Hegla sem, ampak samo da vidite, kam se recimo opisujejo kritike, ki so tudi pač zelo bistveno vplivali na to, kako zdaj razumemo postkolonialne študije, se nekako opisuje v to, na kakšen način Hegel pravzaprav skuša razumeti, kakšen je napredek človeštva skozi se razvija, dobiva pač takšne in drugačne podobe. Ena izmed podob je podoba čutnosti, naslednja je podoba zavesti, podoba samozavedanja, podoba duha, religije in tako naprej. Tisto, kar on učita Afriki, zaradi teh
stvari, ki jih je nekako slišal iz tretje roke, pa je, da je ostala Afrika na ravni čutnosti. Na ravni čutnosti in zaradi tega tudi govori, da je ostala v stanju otroštva. Zdaj, čutnost ni nič narobe s čutnostjo, samo čutnost lahko tako, tudi Hegel pravi, nič narobe s čutnostjo, je pa narobe, če ostaneš samo na ravni čutnosti, zaradi tega, ker ti pač umanjka Tisto, kar je za njega pomembno, je pa ne govorimo o razumu, v smislu, gremo razmišljati logično in tako naprej. Pomeni vse, kar se zgodi, recimo v simbolnem smislu, je nekako povzeto v neko višjo ali pa širšo neko konsistenco, neko strukturo. Zdaj sam pravi, kje bi lahko takoj detektirali, pa samo še to, da vidite, kje on sam detektira težavo, reče, kje bi lahko detektirali, kaj je težava. En izmed stopenj samozavedanja oziroma stopenj aktualizacije samozavedanja je tudi religija. Težava za ta dejanski pravi afriško področje, po njegovem, je to, da pravzaprav nimajo religije. Imajo magijo, nimajo pa religije. Nimajo Boga s tem, ker nimajo religije, imajo pa, tisto potem, kako to on opiše, da ker se poslužujejo magije, nimajo Boga. In namesto tega, da bi imeli Boga, ki nekako garantira to, da obstaja skupnost, kjer noben posameznik nima pač neke večje veljave, malo karikiram, je težava za Afričane, da je vsak posameznik, da ima na nek način preveliko veljavo, moč posameznika. To recimo, kjer on dobi neke opise tega, kako kličejo neke plemenske skupnosti, neka božanstva za dež, je za njega ena izmed večjih težav, ravno zaradi tega, ker je posameznik dobi skoraj da vlogo božanstva. Zmožen je priklicati pač neke naravne pojave brez kakršnekoli utemeljitve, brez kakršnekoli objektivnih razlogov in hkrati način, kako to delajo, ta je ena izmed bolj zanimivih, pa mogoče se potem vrnemo, je, da reče, da vse, kar imajo, da lahko to naredijo, je nek poljuben objekt v obliki fetiša. Pač nek fetišiziran objekt, s katerim ali je kamen, ali je pač neka oseba, karkoli, s katerim lahko prikličejo takšno in drugačno čarovnijo, ki jim pomaga v vsakodnevnem življenju. Zdaj, znotraj tega mogoče bi se zaustavil, samo tako, da vidimo, kje točno je ena izmed bistvenih težav, kako je možno Afriko popolnoma napačno razumeti, pa hkrati detektirati neko umno zagato v tem, kaj je pa pravzaprav bistveno nagovoriti pri tem, kar je tudi Rodney sam skušal izpostaviti. To je na kakšen način ne samo vpliva Evropa na Afriko, ali na kakšen način se to dogaja, ampak tudi na kakšen način Afrika vpliva nazaj na Evropo. Mislim, da je to tudi eden izmed poglavitnih tez, ki jih zastavi Walter Rodney v svoji knjigi in tudi v drugih študijah. Jaz bi se tlele mogoče samo navezala, prej, ko si omenil čutnost, ne, mislim, sicer je, mislim, o tem se tudi znotraj Afrike dovolj pisalo, naprimer v gibanju Negre, tudi ki je bila pač afrocentrično in zelo afroafirmistično gibanje, zasnovano pač strani Afričanov. Njegov pač ta idejni vodja je bil Senghor, pač pisatelj in pa tudi prvi predsednik Senegala, in oni so imeli dejansko to distinkcijo, pač ne, Afrika je čutna, Evropa je razumska, na kar je potem pač afriški Nobelovec Wole Soyinka nekako pač postavil se radikalno proti tem, da se on tudi ne strinja s to tako esencializirano in pozicijo, pač, da bi Afrika morala biti samočutna. Tako da hočem reči, da se včasih tudi te neki predsodki lahko pač tudi v nekem načeloma afirmativnem pač pogledu tudi sproducirajo znotraj pač kontinenta. Ampak mogoče zdaj, če se vrneva pač na Walterja Rodneya, pač osrednja ideja njegove knjige je pač ta neka vzajemni proces oziroma nek odnos med razvojem Zahoda in pa pod razvojem Afrike, in ta pač odnos naj bi nekako potekal istočasno, nekako vzajemno. On predvsem že v prvem poglavju, pač prvo poglavje naslovi pač z naslovom Kaj je razvoj. Pa mogoče, če se Goran zdaj pač malo na to osredotočva, pravzaprav na to neko
osnovno idejo knjige, ne, kaj je pravzaprav razvoj pri Rodneyju, ne, kukor, mislim, da ga že na začetnih pač straneh nekako opredeli, da misli z njim predvsem pač ta ekonomski razvoj, čeprav so implikacije tega kar precej obsežne, tako da mogoče lahko za začetek takole odpreva zadevo. Ja, definitivno, že sam naslov pove, da je sama Afrika tisto, kar nagovarja, je podrazvitost Afrike. Zdaj je pa zanimivo, da sam nagovarja pravzaprav tisto, kar se zgodi znotraj pač teh študij, je, da je vpeta, samo da pač definiramo, ko se gre za razvoj, se gre definitivno za kapitalistični razvoj. Vse ostale pač forme razvoja, znanstvene in takšne podobne, mogoče nimajo zdaj tukaj neke vloge, ali razvoj otroški in tako naprej nimajo vloge. Imajo pa definitivno neko specifiko razvoja ali ideje razvoja, pojma razvoja, ker pravzaprav, ko govorimo o razvoju, je zelo težko reči, da je sam pojem razvoja nekako obstajal v tej obliki, v tej kapitalistični obliki pred 20. stoletjem. Tako da je šele sam ta ideal, znanstveni ideal razvoja, na kakšen način je možno razviti človeške kapacitete, zmožnosti in tako naprej, je šele nekako ustvaril tudi pogoje, pod katerimi je možno potem kapitalizem prevzel to logiko in ta sam kapitalistični razvoj pravzaprav deluje dejansko absolutistično, dokončno. Požira vse, vključuje vse, v simbolnem seveda smislu in tudi drugačnem, ampak deluje absolutno. Tako da tista se mi zdi taka zabavna, nekaj mislim, da Freud omeni neko zabavno anekdoto, kaj on misli, da je razvoj, da razvoj, če deluje popolno, deluje kot nek tek proti cilju, vse do višav nepredstavljive popolnosti. Torej, niti predstavljati se ne moremo, kam gremo, ampak ker je pač že sam pogon bil zagnan, gremo lahko samo še naprej. In kapitalizem definitivno, če boste brali, in upam, da boste brali, ker je zelo poučna študija, boste videli, da pravzaprav ni nobenih meja za kapitalizem, na kakšen način je skušal, pa še skuša nekako podvreči Afriko neki logiki, ki je konec koncev samo logika izkoriščanja. Tisto, kar Afrika pravzaprav na koncu v samem, dobro, zdaj ne govorimo samo o suženjstvu, ampak na splošno, ker je zelo obširna študija, ampak ves čas se gre samo v kapitalistični logiki za to, na kakšen način lahko v največji meri izropamo, izkoristimo in tako naprej danosti, ki jih ima Afrika. Tako da mi je neka zanimiva, neka poanta, ki jo da Rodney, mimo grede tako navrže, reče, da pokaže na sto in en način, v kakšni obliki poteka to izkoriščanje, to ropanje Afrike. In potem nekje mimo grede reče, ko nekako definira, v katerih področjih je, na kakšen način je bilo recimo ta afriški razvoj popolnoma ustavljen, reče, da je sam ta kapitalistično izkoriščanje, razvoj kapitalizma ni postavljen na tak način, da se izkorišča samo v tistem času za tiste pogoje, ki so takrat dani, ampak se izkorišča na nek način na zalogo, za prihodnost. Tako da je izkoriščanje narejeno na nek način tako, da so tiste pogoji, ki so bili takrat dani, so izkoriščeni do konca in še preko tega. Ker je po mojem mnenju fenomenalna teza, ker jo redko kdaj se jo nekako izpostavi, vedno se reče, je šlo do konca. Tukaj gre na nek način Rodney, najde in tudi večkrat izpostavi, da je v nekem hipu so se postavili pogoji, ki so lahko šele 100-200 let kasneje lahko bili izpolnjeni in je lahko izkoriščanje potekalo na neki drugi ravni. Mogoče to, da ne bova preveč samo v razvoju. Mislim, to se mi zdi zelo dobra poanta, ki si jo izpostavil, ker dejansko pač meni se ta knjiga zdi pač fenomenalna, pač, kar se tiče tega nekega zgodovinskega upogleda in kako so se pač te mehanizmi razvili, ampak mi je zelo, zelo aktualna tudi za sodobni pogled na Afriko. Ne? Mislim, te zadeve so res
absolutno pač tako neokolonialne, absolutno pač v tem nekem, kar Bembe naprimer piše v neoliberalno, neokolonializmu ful aktualne zadeve. No. Tako da tle sem se, zdaj, ko si to rekel, pač se spomnim naprimer jeza, velikega jeza, ki se pač je zdaj že zgrajen v Etiopiji, kjer se pravzaprav zdaj konflikt med Etiopijo, Egiptom in Sudanom poteka na tem, da se pravzaprav Etiopija ni bila kolonizirana, ampak da so vodne vire pravzaprav urejale britansko in francoska pač kolonialna zakonodaja. In zdaj dejansko pač Etiopija, kakor nekolonizirana, se mora še zmeraj sklicevati pač na ta pač nek delitev vode, na katero absolutno nima nobenega vpliva. Ampak mogoče, Goran, zdaj, ko si rekel pač za razvoj, lahko tlele čisto paralelno tudi poveva pač za ta podrazvoj Afrike, ne, v tem nekem smislu. Knjiga je precej pač nekako se na enostaven način bere, ampak je precej kompleksna. Ne? On tudi govori o različnih načinih proizvodnje, pač družbene ureditve in to potem res pokaže na nek kar poenostavljen, ampak vseeno vendarle pač kompleksen pač način, kako je do tega izkoriščanja in kako je to ta podrazvoj, kako se je pravzaprav konstruiral. Pa mogoče lahko še malo kaj o tem poveš. Na neki točki, spet, mimogrede se zgodi, ker je veliko faktorjev notri, ki so zelo, mogoče bi vsak izmed teh poglavij nekako si zaslužil svojo knjigo, ampak na neki točki, samo da vidite, kako trivialno lahko deluje ta podrazvoj, omeni, na kakšen način potekajo telefonski klici nekje v Afriki, mislim, da med Gano pa Slonokoščeno obalo. Je kot zgodba predstavljeno, ampak mislim, da deluje definitivno poučno in veliko lahko pač izvemo, kaj pravzaprav lahko vse pomeni podrazvoj. Izpostavi, na kakšen način potekajo te telefonski klici, kot sem rekel, da če nekdo iz Gane kliče v sosednjo Slonokoščeno obalo, ne poteka to, da pokliče in dobi zvezo, ampak ko se klic vzpostavi, ker sta to koloniji, ena britanska, ena francoska, najprej se vzpostavi veza z Londonom, ki poveže vez za francosko izpostavo, ki šele poveže naprej vez z Slonokoščeno obalo. Kar pomeni, da je ves čas se dogaja pač neka neobičajno posredovanje, hkrati pa onemogoča, ker se vidi, da onemogoča neposredne stike med posameznimi afriškimi državami. Dobro, tukaj imamo že države, dogajalo se je že prej način, na kakšen je bila razdeljena sama Afrika, ampak mi je nekako zelo idealizirana podoba tega, kako lahko nekako razumemo podrazvitost. Seveda, podrazvitost vsej te grobosti, morbidnosti in tako naprej je imela neke še dodatne pač razsežnosti. Lahko jih pač omenimo, na kakšen način je recimo izobraževalni sistem bil strukturiran, da če že nekdo je izobražen, pa še to je bilo šele kasneje izobraževanje pač na agendi, da izobraževanje lahko bilo potekalo samo na način, da so bile v ospredju topike, recimo v francoskih kolonijah, ki se tičejo pač francoske kulture. Nobene veze ni imelo afriška kultura, niti afriško doživetje, niti afriška bit, kaj šele, da se bi v nekih lokalnih jezikih pogovarjali. Zdaj, po drugi strani pa tudi mogoče ta podrazvoj v veliki meri je potekal, to pa na samem začetku kolonizacije je potekal na ta način, da kljub nekim iniciacijam strani vladarjev, ki so skušali, pa če zdaj do suženjstva še prideva verjetno, ampak kljub temu, da so vladarji v tistem času, ko se je že dogajalo izkoriščanje, skušali na takšen in drugačen način vzpostaviti stik z Evropo in tudi sami nekako potisniti svoje prebivalstvo malo naprej ali pa svoj žep, zdaj eno ali drugo mogoče skupaj hodi, ampak je vedno, ko se je to zgodila neka pobuda z strani nekih vladarjev, pa poskušamo pač zgraditi neke tovarne, neko industrijo, trgovino, mednarodno, tako naprej. Z evropske strani ni prišlo nek odgovor, to ni mogoče, tako je drugače, ampak je bila pač tišina, nihče ni odgovarjal na njihove poizvedbe, na njihove pač zahteve in tako naprej. To, kot da ne obstaja in to mogoče ena izmed stvari, ki bi bilo mogoče tudi dobro odpreti, je to, na kakšen način je pravzaprav sama Afrika ali pa prebivalstvo afriško postalo nevidno v tem kontekstu. Na nek način se jih je dobesedno spregledalo. Lahko so jih imeli pred sabo, pa če niso recimo nekako naslovili njihovega imaginarija in enostavno niso imeli stika, kolonialisti seveda, niso imeli stika, niso vedeli, kaj narediti z temi ljudmi.
Tako da mogoče to o podrazvoju. Mislim, da je tlele, če malo poenostavimo, izključno poveva, da ta podrazvoj je pravzaprav rezultat nekega kapitalističnega, imperialističnega in kolonialnega izkoriščanja. In to izkoriščanje je esencialno. In zdaj Rodney prvo govori o trgovini sužnji, se pravi o atlantski trgovini sužnji, nekje od 15. do 19. stoletja je potegala, potem pa govori v nekem momentu je cel ta trgovina sužnji se je izkazala za ne tako zelo profitabilno in potem je šlo za golo izkoriščanje surovin. Ta dva momenta, tako izkoriščanje surovin, kakor izkoriščanje brezplačne delovne sile, ker to na vse zadnje je trgovina sužnji, je pustila pravzaprav tudi neke globoke posledice v Afriki, depopulizacijo in pa predvsem tudi ta nek manko v smislu in znotraj družin in moške populacije, ki potem nekako mislim, to je meni bilo zelo zanimivo, ker ponavadi slišamo te narative konstantne o Afriki, overpopulation, prenaseljenost in vse in potem dejansko tlele Rodney pokaže, koliko je bil pravzaprav upad ljudi. Tako da mislim, sicer je to v nekih različnih časovnih perspektivah, ampak mogoče daš ti še neko svojo perspektivo na ta dva momenta in trgovine sužnji in tega črpanja surovin, ki je vsekakor aktualno še danes. Ja, mogoče je tretja, tisto, ki jo tudi Rodney omeni, pa na večjih mestih in zelo zanimivo, na kakšen način omeni, je bančni sistem oziroma finančna eksploatacija. Ampak ja, če gremo najprej k sužnju lastništvu oziroma k načinu črpanja telesne sile, delovne sile, je res zanimivo, da na začetku, ker je sami dobički, pa jih na večjih mestih Rodney izpostavi, sami dobički so bili nezamisljivi, tako da je lahko ena sama ladja, neka angleška, pa se ne spomnim to, kdo točno je bil, je lahko pravzaprav ne samo ta posameznik, ki je bil lastnik te ladje, obogatel, ampak pravzaprav je obogatela sama angleška korona zaradi tega, samo zaradi ene ladje za sužnje, ker je res nek nenormalen fenomen. Tako da tisto izkoriščanje sužnjev, pa spet pri Rodneyju najdemo, mogoče velikrat zgleda, da samo navaja neke fakte, ampak če boste prebrali, ko boste videli, na kakšen način napreduje njegova neka miselna pot, boste videli, da neka logika napredovanja uma obstaja tudi znotraj Rodneyja in je zanimivo, na kakšen način potem izpostavi, da je v katerem trenutku je bilo sužnje lastništvo enostavno nepotrebno odveč, ne zaradi tega, ker bi v nekem hipu se sami Angleži, pa Francozi in tako naprej, Portugalci odločili, da je to zdaj čas zaradi nekih njihove dobrote, zaradi da je moralnost in tako naprej nehati s sužnjim lastništvom. Ampak, tako kot si ti omenila, je pravzaprav problem, da ni bilo več v tej meri dobičkonosno, kot bi lahko bilo nekaj drugega dobičkonosno. To pomeni, izkoriščanje same delovne sile lahko dobičkonosno samo do neke mere, zaradi tega ker potrebuješ tudi potrošnjo. Potrošnja pa ne poteka, če imamo popolnoma neobstoječ nek nižji razred, bi rekli, ker ta srednji razred bi težko rekli, da v tistem času, da je obstajal. Zdaj sami sužnji način, kako se jih je uporabljalo, je seveda tudi ena topika, ki mogoče, ali pa lahko tudi to, na samo sužnje lastništvo, da se ne tiče samo samega načina produkcijskega, ki se je dogajal v Afriki, kjer je bil neobstoječ, ampak pravzaprav v veliki meri se tisto, kar se je zgodilo, je, da ko so pa enkrat prišli sužnji tudi v Ameriko in tako naprej. Amerika je en dober primer, ki ga omeni, je, da se je začele tista področja, ki niso imele sužnjev, recimo severna pa južni del ZDA, se je začel tisti del, ki ni imel sužnjev, hitreje razvijati kot tisti, kjer so bili sužnji. Tako da dejansko obstajajo neki faktični podatki, po katerimi so lahko videli, da je sužnje lastništvo, da enostavno se ne splača. Se splača do neke mere, vse, kar je pa onstran tega, pa enostavno nima več takšne vrednosti, kot bi lahko imela neka druga stvar. In to pa je izkoriščanje vseh drugih resursov, ki jih lahko ponudi neka država, neka dežela. In recimo Afrika,
kar se tiče resursov, so dobesedno pač izčrpali določene področja, kjer je bilo zlato recimo prisotno v veliki meri, je popolnoma izčrpana, in tudi druge surovine, da ne bomo zdaj šli v podrobnosti. Prej, ko si omenil ta bančni sistem, mislim, rodni gre res tako, pač, mislim, meni je tako kar zanimivo, ker gre res tudi v take čist zadeve, ki so aktualne tudi danes, naprimer vprašanje tehnologije, inovativnosti, izobrazbe, pač ne vem, pač izkoriščanje Afričanov iz kolonij za vojaške namene, pač to je znano, pač, da so se številni Afričani pač kolonizirani bojevali v času prve in druge svetovne vojne, pač predvsem pač te senegalski strelci so bili zelo neka taka, o tem je veliko napisan, pač kakor nekdo, ki bo v prvi vrsti bojni, kjer bo istočasno znotraj svojih, s tem, da je črn, pač nekako zastraševal nasprotnike v tem nekem čist rasističnem pač pomenu. Tako da to se mi zdi pač res aktualno pač še zmer, kako so se pravzaprav te mehanizmi, kako se ohranjajo vse do danes. Ampak mogoče zdaj, ko si govoril o teh surovinah, kaj je meni bil pač ta neka pač taka iskrica v tej knjigi, je predvsem v tem, ne, naprimer, on tu zelo jasno loči pač ne, zahodne države, kapitalistične in pa pol te neke socialistične države. In jaz dostikrat pač slišam ta nek argument, pač ne, češ na naših področjih pač geopolitičnih ni bilo, pač nismo bili nekako upleteni v nobene kolonialne pač v nobene vrste imperializem in češ, da zato tudi nimamo neke odgovornosti, ampak rodni pokaže, da pač preko surovin, da smo vsi imeli pač na trgu, pač ne vem, ali preko kakava, sladkorja, kakorkoli ne, pač da smo tudi danes pač zelo upeti v te. Pa mogoče je čist neko tako tudi onkraj rodnija moje vprašanje, kako vidiš, pač kaj je tvoj pogled na to neko odgovornost, ne? Rodni je tlele, moram še povedati, ne, je tudi zelo kritičen do Afričanov, ki so pač nekako bili upeti in ki so sodelovali pač s kolonialisti in seveda pač do tega pač čisto fanonovske nacionalne buržoazije, ki se v nekem tik po neodvisnostih afriških držav pač vzpostavi in še zmer pač v nekaterih državah traja, tako da mogoče Goran daš ti nek svoj upogled oziroma neko mnenje glede vprašanja odgovornosti. In dokot pravzaprav lahko sega odgovornost, no? Ja, glede same odgovornosti, mogoče bi bilo dobro brati pa prevesti neka ideja. Obstaja tudi, mislim, da je nedolgo nazaj šla tista njegova študija, knjiga o oktobrski revoluciji, ker pravzaprav bi jaz rekel ena boljših pravzaprav študij iz tistega časa o oktobrski revoluciji, ker je pravzaprav zelo kritično razdela stanje v oktobrski revoluciji in po oktobrski revoluciji, kar se tiče pač odnosa do afriškega kontinenta. In je zelo pač neka poučna študija ravno o tem, kaj pravzaprav, na kakšen način pravzaprav bi tudi drugi sistemi morali nekako odgovarjati za to, kar se je zgodilo z Afriko. Ampak po recimo tretji strani pa obstajajo ta zadnja njegova predavanja v Hamburgu, če se ne motim, tik preden so ga mislim, da je bil bombni napad, ne? Tik preden so ga pokončali, oziroma preden ga je vlada dala ubiti, je imel predavanje v Hamburgu. Že prej enkrat je imel neka predavanja v Hamburgu in je bil zopet vabljen tja in tista predavanja so neposredno se dotikala tega, kakšno je mesto socializma v tedanjem času, oziroma sam je zelo kritično nastopil do socializma. Po drugi strani pa tudi izpostavil, kaj so tiste elementarna vprašanja napredka tudi znotraj socializma, ki nekako pogojujejo to, da se sama Afrika nekako ni mogla izviti iz samega primeža. Če pač pogledamo, kaj se je v tistem času pa že prej dogajalo, recimo so določene države, ki so nastopile kot poimensko socialistične, Tanzanija, če se ne motim, ena izmed teh, kjer je pa bil ravno ta problem, ki se ga sama naslovila, da je recimo buržoazija nekako zasedla mesta, oblastna mesta in tisto, kar se je zgodilo, da so se istimi sredstvi enako vladali naprej. Ni se zgodila neka radikalna sprememba,
Je pa bila radikalna sprememba, to če pa pogledamo, tega Rodney ne omenja, na kakšen način je pravzaprav potem Sovjetska zveza in druge države stopile potem v trgovske odnose z temi državami, ki so bili praktično enaki kot zahodne države. Tako da, ko govorimo o odgovornosti, pa ko govorimo o načinu, na kakšen način se nekako lotiti vprašanja podrazvitosti Afrike, je definitivno tudi socializem ali pa posamezne socialistične države prispevali k temu. Potem pa imamo pač drugi pogled, recimo Kuba, ki pa je že od samega začetka nekako imela to idejo širšega revolucionarnega gibanja, ki je pošiljala pač in svoje bojevnike in svoje zdravnike in tako naprej po celotni Afriki, po Karibih in tako naprej. Tako da težko nekako se bi lahko nasplošno opredelili do tega, da ima socializem nekako isto odgovornost, če je to vprašanje. Definitivno pa ima kapitalizem oziroma vse kapitalistične države absolutno odgovornost za to, kar se je tam zgodilo, ker tam pa ni bilo izjem, ker pa mislim, da je nek pomemben poudarek. Medtem ko pač med socialističnimi državami so se našli nekatere, ki so vzeli to bolj resno razvoj Afrike, druge manj resno, zaradi lastnih pač nekih interesov. Medtem ko v kapitalističnih državah pa ne najdemo pač teh nekih izjem, nekih svetlih izjem, ki pa se bi nekako sami odločile zaradi nekih dobrodušnosti ali mogoče celo moralnega vzgiba, da bi bilo potrebno Afriko speljati na neka druga pota. Še slabše, tisto, kar se je dogajalo, to je pa mislim, da zadnje poglavje, ki se ga malo bolj Walter Rodney loti, je pa to, na kakšen način so si predstavljali kapitalistične države razvoj Afrike. To pomeni, na kakšen način implementirati izobraževanje, na kakšen način implementirati samo gospodarstvo, ki se je moralo vzpostaviti potem, ko je prišlo do dekolonizacije in tako naprej. Tam pa se je videlo, da so zelo specifične ideje o tem, kaj sploh, če že bo pomenila Afrika v bodoče. Recimo rezultate tega pa definitivno še zdaj vidimo. Tudi sama Kitajska, ki je zdaj recimo največji kolonizator v tem smislu, karkoli že to pomeni, pa definitivno ubira popolnoma enake vzorce, kot so jih ubirali na samem začetku kolonizacije. To pa tudi pomeni, da večinoma tudi same kapitalistične države niso uporabljale neposredne sile, nasilja, vojne in tako naprej, ampak so zato uporabljali recimo lokalno prebivalstvo, lokalne skupnosti in tako naprej. Če je bilo potrebno iti v vojno, so enostavno združili pač različne skupnosti, koliko so jih potrebovali za to vojno in so tiste skupnosti za njih odigrale to vojno oziroma zmagali ali izgubile to vojno. Tudi sam način, kako se je sužnjo lastništvo vzpostavil, je bil vzpostavljen zaradi načina, kako so se lokalni vladarji dogovorili z evropskimi zastopniki. Tako da ta velika pobuda Evrope, na kakšen način bo potekala eksploatacija Afrike, je bilo definitivno, je morala imeti nekoga v Afriki, ki je pač to pognal naprej. Definitivno pa v tistih trenutkih, ko pa se tudi sami vladarji, ko so rekli ne, recimo Zulu, so definitivno rekli v nekem hipu ne, eni redkih. In kaj se je zgodilo? Pač so jih popolnoma masakr je bil pač tisti znani, ne? Čeprav je bilo pač nekih zmag tudi vmes. Meni se zdi zelo v tej knjigi tako dosti spomenljivo tudi to, da Rodney nakaže, koliko je pravzaprav kolonializem pač vseobsegajoč in res nek holističen moment, ki zadeva od pač izkoriščanja do izobrazbe, do pač nekih rasističnih narativov, ki so pač istočasno, pač vse se nekako, zdi se, da so te zadeve drugačne, ne, pač da so nekako ločene, ampak istočasno pač izvirajo iz istega pač nekega vira in se nekako tudi v istem viru pač nekako se vračajo pač, ne, in meni se zdi tudi zelo pomembno, Goran, da tlele pač pokaževa tudi to neko linijo med imperializmom, kolonializmom, rasizmom in na vse zadnje fašizmom. Mislim, tlele je tudi cerkev pač odigrala veliko vlogo, predvsem v Južnoafriški republiki. Mislim, da smo o tem že večkrat govorili, ko smo govorili pač o Alex Lagumi in tako dalje. Bi pa samo pač prebrala en citat iz knjige Razprava o kolonializmu od Cezarja.
zelo so mi zanimivi teli karibski pač mislici, ki govorijo o Afriki, vključno s Fanonom, pač res so mi tako ljubi, tako da vabljenih branjo tudi teh knjig. Tako da pač citiram, tako pravi Césaire. Da, splačalo bi se klinično nadrobno raziskati metode Hitlerja in hitlerijanstva in pokazati zelo imenitnemu, zelo humanističnemu, zelo krščanskemu meščanu 20. stoletja, da nevede skriva v sebi Hitlerja, da je Hitler naseljen v njemu, da je Hitler njegov demon in da ni logično, če ga graja in da na vse zadnje tisto, kar Hitlerju zameri, ni zločin sam na sebi, zločin proti človeku, ni poniževanje človeka samo na sebi, pač pa zločin proti belemu človeku, poniževanje belega človeka, da mu zameri, da je v Evropi uporabil kolonialistične postopke, ki so bili doslej v rabi le za Arabce v Alžiriji, Kulje v Indiji in Črnce v Afriki. In zdaj se Zerful nekako kritizira ta pseudohumanizem, pač ne, da kako so se te zadeve potem po drugi svetovni vojni tudi nekako, kako so jih predstavili in kako so pač nekako, kakšen diskurs pač ne so zasedle, ampak dejstvo je, da so pač da je rasizem istočasno bil ustvarjen pač ravno v teh nekih narativih, o katerih kapitalistično-kolonialističnih, o katerih govori Rodney. Tako da mogoče še o tem kaj poveva. Ja, samo za začetek bi neko distinkcijo naredil, pa se zdaj točno ne spomnim, če je Rodney to naredil distinkcijo ali mogoče kakšen izmed drugih slavnih avtorov, mislim celo, da je Fanon to distinkcijo naredi, da sam imperializem na samem začetku ni bil neposredno povezan samo z, kako bi temu rekli, samo z dinamiko kapitalistično. Na začetku je bil povezan z samim srečanjem posameznih teh vladarjev pač na nekem novem kontinentu. To pomeni imperializem, srečanje velikih pač teh velesil, ki so se slučajno srečale na tem kontinentu, ki je bil še neizkoriščen in so se začele vojne takšne in drugačne. Neposredne vojne in gospodarske vojne. Tisto, kar pa pač mogoče nek dodatek, kar se zgodi potem kasneje, je pa neka povezava imperializma pa modernizma. To pa je neposredno kapitalistična forma. Tisto se pa zgodi to, da v vseh pomenih pač te besede kapitalistične, da je res v ospredju samo dinamika kapitalističnega izkoriščanja. Torej se ne gre za neke osvajalske vojne, temveč se gre res za črpanje, maksimalno črpanje resursov v takšni in drugačni obliki. In tisto, kar je mogoče tudi zanimivo, zdaj poznamo pač to, na kakšen način deluje ta logika prvega pa tretjega sveta, ker definitivno Afrika je ta na nek način ideal tretjega sveta, šele nastopi po drugi svetovni vojni, ker je tudi zanimivo, da tisto, kar mi nekako smatramo, da obstaja že ves čas, obstaja tretji svet, Afrika, kjer enostavno ne vejo točno, kaj bi sami seboj, pa obstaja prvi svet, kjer vemo, v katero smer gremo, da je nek produkt dekolonizacije in pač te ravno načina, na kakšen način se Afrika začne umeščati po dekolonizaciji v globalni kapitalistični sistem. Ker enostavno v nekem hipu ne obstaja več izjema od tega razlaščanja sveta. Absolutno pač tista logika je samo v kakšni meri se bo razlastil svet v pač nekih absolutnih pogojih. In v tem smislu nekako nastopajo samo ljudstvo, nastopa celo kot neka ovira in če še enkrat pač tisto pridemo, postanejo ravno zaradi tega nevidni oziroma pač ne igrajo več neke vloge. Drugo vprašanje pa je bilo sam rasizem. Za sam rasizem pa mogoče spet, pa ne bi rad tokrat se vračal na Hegla, ampak je malo mogoče poučen Hegel ravno zaradi načina, kako ga kasneje bere Fanon, v neki zelo specifični točki, kjer vzame Heglovo, pa samo da pač nekako res na kratko pozamemo, Heglovo idejo, Heglovo logiko gospodarja in hlapca, na kakšen način delujeta. Goran, to je v tej knjigi Črna koža, bele maske. Ja, tako. Tudi to berite. Mislim, da bi bilo potrebno pač narediti tisto, kaj brati, kako je Evropa podrazvila Afriko, Fanonovo knjigo, pa še tisto bi prosil, Oktobrska revolucija. Ja, ker dejansko se ta knjiga pač mora brati še z nekaterimi knjigami. Mislim, sicer je tlele na koncu, pač je tudi nekako Rodney ima pač ta nek seznam pač drugih del, kar ne bi brali pač, ne, tako da v glavnem pač knjiga ima 500 strani in poleg tega je priporočljivo prebrati še enih 3000 drugih, ampak okej, nazaj k vprašanju. Vsaj.
Dobro, če se vrnemo res na hitro Hegelu, pa potem raje k Fanonu, ker ima dobro poanto ravno zaradi načina, zaradi tistega obrata, ki se zgodi z tem povezavo modernizma pa imperializma, ima Hegel pač to zelo, zelo znano matrico gospodarja in hlapca, kjer način, kaj se zgodi, hoče prikazati samo na tisto, kar hoče narediti notri v tej prikazu, je samo to, da hoče prikazati, na kakšen način se aktualizira samozavedanje. Kako se v nekem hipu lahko mi sami sebe percepiramo, reflektiramo, da smo mi imamo nekoga pred seboj. In naredi neko popolnoma tako preprosto, nek fantazmatski scenarij, reče, da pač v nekem hipu se ta zavest, to samozavedanje mora srečati še z nekom drugim. In zaradi tega, ker je pred tem srečanjem je to samozavedanje popolnoma samo, lahko negira vse, kar je pred njim, je popolnoma v oblasti vseh stvari, ki so pred njim. Želi takrat, ko sreča pač to drugo samozavedanje, narediti isto. Želi negirati tisto drugo samozavedanje v prid sami sebi, da se nekako pač potrdi. Težava je seveda, da drugo samozavedanje želi narediti enako. Zgodi se pač ta slavni boj na življenje in smrt, kjer res na kratko se zgodi to, da eno samozavedanje izbere življenje, drugo samozavedanje pa gre do konca, torej zmaga. Torej tisto samozavedanje, ki izbere življenje, torej ne gre v boj do konca, postane hlapec ali v prevodih, tudi Fanon prevaja, zaradi francoskega prevoda Hegla, prevaja suženj, drugi postane gospodar. Tako da imamo pač dve formi samozavedanja, eden je suženj, drugi gospodar, eden ima, recimo, eden lahko gospodar, tisto, kar mu preostane, je, da lahko uživa, medtem ko hlapec, tisto, kar mu preostane, je, da lahko samo še dela. Delo je tisto, ki ga nekako pogojuje, kar je njegova bit. Zdaj, tisto, kar pa Fanon naredi, to je poanta, Hegel je samo za uverturo, predgovor k Fanonu, je pa nekako najde v temu, seveda, si predstavljate neko težavo, ne? Ker sta samozavedanja, kaj sta želela narediti, pa nekaj hipu pripoznati en drugega. Fanon najde težavo pri Heglu, tisti razdelek je Hegel in nekaj takega, pa najde težavo, da, ko pa govorimo o sužnjih, pa je neka težava, da sam suženj, pa sem že večkrat omenil, enostavno ni prepoznan kot samozavedanje, oziroma ne pride niti v ta boj. Nima dovolj biti, res smešno povedano, ampak nima dovolj biti suženj, da bi lahko prišel v ta kontakt z drugim samozavedanjem in se bi lahko sprožila ta boj za pripoznanje. In tisto, kar pač potem skuša prikazati, je, na kakšen način bi lahko sam suženj, ki ima status ne biti, v Heglovem smislu, na kakšen način bi lahko suženj kljub vsem tem manjkom, ki jih ima znotraj te matrice, kljub temu dosegal nek status samozavedanja. Ker pravi tam nekje Fanon, mimogrede tako lepo navrže, da so sanje črnca, njegov cilj, njegova vladajoča fikcija je biti bel, biti človek. In biti bel, biti človek pomeni biti pripoznan strani drugega. In tisto način, kako samemu črncu, samemu sužnju, samemu temnopoltemu nekako ni to dano, na noben način, najde neko alternativo, kako kljub vsemu lahko pride do te izpolnitve v pripoznanju. In sam suženj, kaj lahko naredi, in tam se posluži, sam reče Fanon, neke metode digresije, je, da se ravno zaveže tisti, takoj na začetku, ki se izpostavlja, tisti čutnosti, ki mu je edina še dana, tisto otroškosti. Ker kaj mu je takrat omogočeno, da vztraja na tej čutnosti in tisto pri Hegelu, kar se zgodi, ko vztrajaš na čutnosti, je, da v nekem hipu, da kljub temu, da mu načeloma ne bi bilo dano biti umno bitje, da kljub temu po umnem nekem postopku lahko postane pripoznan strani drugega. Kaj to pomeni zdaj res malo bolj praktično, pa Fanon da neke praktične primere, pa mi tam je všeč, da reče, kaj lahko naredi, je to suženj, da se posluži, ali pa človek v kolonijah, da se posluži tistih sredstev, ki jih ima pred sabo
in to so sredstva kolonizatorja. In reče pač tista ena izmed sredstev, ki jih je kolonizator na začetku uporabljal zelo, zelo učinkovito za svoj napredek, je recimo radio. Radio, kjer je pač na nek način propagando imel postavljeno na način, da se je vedno znova ponavljalo pač neke iste slogane, na kakšen način je potrebno v Afriki živeti, so v nekem hipu in sužnji in dobro, zelo malo sužno, ampak kasneje, ko je prišlo do dekolonizacije, kolonizirana ljudstva, uporabljali sebi v prid. To pomeni, da so uporabljali celo francoski jezik za neke revolucionarne pač podvige, za revolucionarna gibanja in tako naprej. Tako da tista, kar je mogoče poanta, je, da če je suženj res na začetku lahko samo skoraj nič, ne biti, nima nobenega pripoznanja strani kolonizatorja, da je edini vzvod, edini način, kako lahko preseže to, edina pač majhna luč upanja je ravno to, da vzame tisto, kar mu je dano strani kolonizatorja in na nek način radikalizira in se ustvari neke nove pogoje samoosvojitve in samodoločitve. To Fanon reče tudi v nekem kontekstu, sicer ta knjiga je tako pač neka psihopatologija odnosa med črncem in belcem in on to pravi pač v nekem z namenom zdravega srečevanja črnca in belca in na poti k nekemu novemu humanizmu. S tem pač tudi nekako zaključi svojo knjigo. Mogoče dava zdaj še vzamem kakšno vprašanje iz publike, pa bova se potem še kaj vrnila. No. Tako da, če ima kdo kakšno vprašanje ali komentar, prosim. Kar izvoli, ja. Ja, kar se mene tiče, lahko je. Najlepša hvala. S ekstremnim užitkom poslušam vajin pogovor. In mogoče to na začetku, kako ste postavila, me je zdaj asociralo na preprosto tako, knjiga se ne imenuje, kako je Evropa izčrpala Afriko, ne, ampak dobesedno, kako jo je podrazvila. In se mi zdi, da je res to v povezavi s tem, kar si Goran ti tudi na začetku povedal, ne, da na nek način, da ta podrazvitost v principu pomeni, ne, da so nekako postavljeni že v prihodnosti pogoji, možnosti oziroma struktura, kako lahko se nikoli ne more to spremeniti oziroma kako ostane na tem podrazvitemu nivoju. Ne. Torej, da karkoli, da se bo dogajalo v prihodnosti, da na nek način tim, kako bi rekla, kolonialne logike, ki so vzpostavljene, da preprosto funkcionirajo kar naprej. Ne. Torej, da ne gre samo za to, za golo izkoriščanje, ne, ampak za vzpostavljanje sistema, ki se ne more, kako bi rekla, radikalno spremeniti na način, da bi zdaj Afrika recimo naenkrat postala razvita, da bi bila kontinent neke razvitosti in tako. In zdaj to zadnje, kar si Goran govorijo o tej razliki med gospodarjem in hlapcem oziroma o tej manjši možnosti, kaj bi se dalo recimo narediti, torej da hlapec vzame nekaj, ne, od gospodarja, ki mu je dal in da na tem pač ustraja in da ga na nek način revolucionarizira. Ne. In se zdaj sprašujem, kaj je tisto, kar recimo hlapec ne vzame, če se zdaj vrnemo recimo na ta odnos Evrope in Afrike. Torej, ali je Afrika dobila od Evrope idejo, da niso belci, ali idejo, da so črnci. Torej, na kateri ideji bi bilo najboljše ustrajati, ne, da bi se mogoče kaj radikalnega spremenilo. Ja, zdaj tisto, kar so same te črne nacionalistične gibanja, je ravno, da ustrajajo na te naivnosti, kolonizatorski naivnosti, kjer so dali pač ta termin črnosti zelo specifičnim pač skupinam. Črn ni vsakdo, ampak vemo pa, kateri so črni. Čeprav ne vemo, ne, seveda.
Ampak so pa pač ta specifika, kjer jo nekako skušajo, mislim, da tudi v najboljšem primeru Cabral, recimo, on ima dobre študije ravno o tem, na kakšen način ravno to črnskost lahko obrnejo sebi v prid, ravno zaradi tega, da vztrajajo na tej formi, ki pa na koncu lahko proizvede pač neke protislovja. Dobro, sliši se mogoče malo tako. Veliko ne moremo storiti, ampak znotraj pogojev, kakršni so dani, je to eden izmed najbolj učinkovitih načinov. Če že, pač mogoče lahko na tej ravni iščemo način, kako radikalizirati to polje. Po drugi strani pa, če samo vzamem nek primer iz Haitija, mislim, da je bil Haiti, poznate, ne primer, je zelo, zelo znan primer, prva pravzaprav samo osvoboditev sužnjev v zgodovini, ki se je zgodila, kjer so postavili svojo državo in tako naprej, in potem, ko so, ne bomo šli v detajle, mogoče v kakšni drugi priložnosti, ampak ko so vzpostavili ustavo, kaj so napisali noter v ustavo, mislim, da ena izmed prvih stvari, ki v ustavi piše, je, da so vsi prebivalci Haitija, da so črni. Je bilo veliko procentov je bilo še belih tam. Je bila tudi pač ta poražena francoska vojska, je bila še vedno na otoku, ki so jo pač popolnoma pač porazili, je bila še vedno na otoku, ampak so smatrali se v nekem hipu, da so črni. Mislim, da je Poljska je v tistem hipu, poljska vojska je stopila na stran Haitija in me pomagala zmagati to vojno proti francoski invaziji v tistem hipu. Ampak tako, da pač imamo tudi neko drugo možnost, da enostavno radikaliziramo to črnskost do konca. Tam se je razvila v neko drugo pot, kjer tudi poznamo, na Haitiju je potem prišlo do masivnih pač pobojev. Fanon ima tudi dobro poanto, ki reče, da pač vedno, ko pride do večstoletnega zatiranja, izkoriščanja, pobijanja in tako naprej, ne moremo pričakovati to, še enkrat knjigi Oktobrska revolucija, ne moremo pričakovati, da ne moremo pričakovati, da potem pač ne pride do nekega odziva. Tako da obstaja pač neko polje, ki je popolnoma nedeterminirano in vstopiti v to polje vedno pač lahko povzroči takšne pa drugačne konsekvence. So pa pač nepredvidljive, ampak mislim, da je tudi, pa tudi rodni, mislim, da se bi strinjal, da je to edini način, kako nekako nagovoriti to situacijo, da ne obstaja pač neka idealna forma, skozi katero bo nekako Afrika dobila zagon, pa bo v nekem hipu razvita. Sem že omenil, da Kitajska nenormalno veliko vlaga v Afriko. Tudi Južna Koreja ogromno vlaga, mimogrede, saj poznate to, da je Madagaskar oziroma vsa zemlja, rodovitna zemlja na Madagaskarju je bila kupljena strani Južne Koreje, tudi poznate, ne? Tako da težko pač v teh razmerah nekako pričakovati, da se bo čudežno zgodila nek preobrat, lahko pa ravno na ta način, da neke vzvode, ki so na voljo, skušamo jim slediti in videti pač, kaj se bo zgodilo. Mogoče je to malo ne tako svetla prihodnost, ampak vsaj prihodnost, neka možna prihodnost. Ja, meni se zdi zelo pomembno, da se zdaj izpostavijo tudi druge pač, ne samo zahodne pač sile, ki imajo v trenutnem neki neokolonialni dobi pač koristi od Afrike, seveda Kitajska je ful prisotna, pa so pa tudi druge, pač ne vem, Turčija, naprimer, ne vem, Iran blazno veliko tudi izvaža orožja, mislim, tlele tudi Walter Rodney tudi o tem piše, pač ne, ogromno je pač nekih velesil pač na svetu, pač ni zdaj samo Zahod, bi lahko rekli. Se mi pa zdi pač zelo pomembno tudi poudariti ta nek moment, vsaj to sem jaz nekako zaznala, da je ta ideja razvoja. Mislim, sem se tekom knjige tudi spraševala, mislim, o tej neki komparativni metodi pač med Zahodom in Afriko, ker skozi pač se nekaj primerja, pač jaz sem to doskrat pač, ne vem, čist nekako zaznala, da je tudi pri Afričanih je zelo pač ta ideja zahodnega razvoja nekako ponotranjena, pač ne, to en etiopski akademik Jirga Gelo-Voldejuz zelo govorijo pač tem nekaj native kolonializem, pač ker je knowledge production pač totalno koloniziran in ker absolutno je ponotranjena ta ideja, pač kolektivno zdaj bo pač ta neka afriška država, mi bomo kmalu kot Zahod, tako da
se mi zdi, da so zadeve res pač tako kompleksne in da je tudi to knjigo treba brati pač v tej neki mentalni kolonizaciji Fanona, v oziru pač na emancipatorno nasilje pri Fanonu in tako se mi zdi, da res jim pač vse, kar si ti tudi omenil, vse reference, da bi pravzaprav mogoče razumeli, zdaj pa moje mogoče tudi neko vprašanje, ki naj bo tudi zadnje vprašanje, ker ta knjiga je res kompleksna. Seveda boš dobila priložnost, samo še jaz moje zadnje vprašanje. Je pa knjiga zelo kompleksna in pač mislim, da v Ameriki obstaja pač tudi ta fundacija pač Walterja Rodneyja, mislim, da to ureja njegova žena, tako da mislim, imajo vsakoletne konference iz različnih pač isto tako za Fanona, z različnih perspektiv, tako da je tole zdaj pač nek delček, ki je sicer zelo dragocen, pač, kar je Goran predstavil, ampak hočem reči, da obstajajo tudi različna branja Fanona in nekako predlagam, da se ta knjiga še kdaj odpre pač na različne načine. Ampak moje zadnje vprašanje je predvsem pač, če se navežem na to, zdaj ogromno je govor o tej nekem dekolonizaciji razvoja, ne pač razvoja kot takega. In naprimer, danes so me pač neka nevladna organizacija me je opozorila, da se več ne sme govoriti o države v razvoju, ker to pač ni več korektno iz te dekolonialne perspektive, ampak so partnerske države. In meni se to zdelo zelo fake, pač, ker to dejansko niso partnerske države, mislim, so partnerske, ampak še zmeraj je pač ta neka pozicija moči zelo jasna in zelo je jasno, kdo stoji na poziciji razvoja. Tako da mogoče za zaključek, pač to je moje zadnje vprašanje, predam mikrofon Ameli, kje ti vidiš pač to neko perspektivo, nekaj si že nakazal, ampak kako ti vidiš pravzaprav, kako bi morali z te neke sodobne, kritične perspektive naslavljati pač samo idejo razvoja? Ja, mogoče prav pride še en avtor. Je že preveden. Dobro, imamo Edward Said, Orientalizem, kjer vemo, na kakšen način je nekako prikazal, kako recimo v postkolonialnih študijah lahko razmišljamo skozi politično, ekonomsko, religiozno, lingvistično perspektivo in tako naprej. Potem pa obstaja manj znan, pa jaz mislim, da zelo pomemben avtor, Alain Gross-Richard, Struktura Seraja. V strukturi Seraja pa neko specifiko izpostavi, specifiko Otomanskega imperija, kjer pač poznamo, da je nekako se v 17. pa 18. stoletju naj bi tam obstajala ta despotska oblast, kjer vemo, uživalo se je, delalo se je vse samo za voljo gospodarja, voditelja in tako naprej. In tisto, kar Gross-Richard naredi notri, pa mislim, da je zelo poučno tudi mogoče za to, na kakšen način razumemo Afriko, je, da izpostavi, na kakšen način je pravzaprav strukturirana ta ideja gospodstva, despotizma, na kakšen način je strukturirana kot imaginarij. Da je pravzaprav fikcija. In sama fikcija, kakšno vlogo ima fikcija v samem imaginariju Evropejcev. Da sami Evropejci smo pač potrebovali v tistem modernističnem smislu, ko je pač prišlo do vzpostavitve države, civilne družbe in tako naprej, smo potrebovali za to, da je pač naša evropski da je nekako lahko strukturno prenesel, kaj se dogaja, je potreboval to idejo, to fikcijo nekega drugega, neke drugosti, ki je nerazumljiva, ki jo enostavno nima mesta znotraj naše lastne, recimo, evropske civilizacije. In ravno mislim, da zelo podobno vlogo ima tudi Afrika, ker praktično identično so vse tiste naši strahovi, naše nevednost, naša pač prepričanja nekako kot hrbtno stran potrebujejo še nekaj več. In ta še nekaj več je v velikih primerih je Afrika. Tisto, ker so nekaj časa predstavljali teroristi, ker smo lahko teroristu nekako pripisali vse značilnosti, ki smo se jih izmislili, mislim, da Afrika igra že več stoletij. In Afrika je zelo priročna ravno zaradi tega, ker deluje, pa še enkrat, kot nek nevidni partner, če govorimo o partnerskih odnosih, kot nek nevidni partner, ne da so enako vrednem partnerstvom, ampak kot imaginarni partner, kot partner, ki omogoča šele vzpostavitev našega evropejskega pač nekega simbolnega prostora. Tako da v tem smislu bi jaz tudi nekako razumel vlogo Afrike pač v našem simbolnem smislu in na tej točki bi tudi nekako skušal nasloviti kritiko na to, kako razumeti Afriko, kaj narediti z Afriko. Da ravno pač naš lasten imaginarij moramo kot prvo
kritizirati, ga razgraditi, narediti nekaj z njim in tisto pač, če boste kdaj se psihoanalizo ukvarjali, bo zelo boleče za lastni pač imaginarij, ker v nekem hipu, ko odvzameš imaginarij, pravzaprav porušiš celoten svet, ali pa ko odvzameš fantazmo, ne pomeni to, da lahko eno fantazmo z drugo zamenjaš, ampak moraš celoten pač simbolni svet v nekem hipu zamenjati. In kar bi lahko pomenilo, da edini način, kako bo Afrika nekako se rešila tega partnerstva, ki smo ga zdaj dali kot partnerstvo, je to, da bo Evropa izgubila pač lastno simbolno moč, ki jo trenutno še vedno ima. Ful dragocen komentar. Evo. Amelija. Se bom zelo na kratko, pa mislim, da tako v bistvu sta fajn dramaturško speljala zdaj ta večer, tako da zdaj ne vem, če bom mal kako ne rečem, mal nazaj, mal bolj pokvarila to dramaturgijo lepo, ampak bom zelo kratka. Najprej to moram reči, omenila si, mislim, najprej hvala obema, odlično, sem se kar nekaj naučila, moram reči, oziroma na en drug način pogledala zdaj na to obsežno knjigo in tisti tvoj kratek medklic, 3 zadeve imam. Kratek medklic o ženi Walterja Rodneyja, ki res ima Rodneyjevo fundacijo in ogromno lepih stvari počnejo. Moram povedati, da pa vendarle, kar je zelo simptomatično, ne, in kako pravzaprav zdaj ta, namreč za pravice, za knjige in za njegovo zapuščino pa skrbi ena oziroma ena založba, ki se predstavlja kot blazno levičarska in svetovno znana, po drugi strani pa brutalno, brutalno razmišlja na popolnoma, kako se reče, imperialističen način, moram reči. Skratka, jaz nisem mogla priti do to, zaradi tega, ker je vmes stala založba s sedežem v Britaniji, ki je sicer zelo prijazna do nas, zna biti zelo prijazna, ampak vendarle gre za zelo zanimivo situacijo. Skratka, do Rodneyjeve fundacije ne prideš zaradi tega, ker vmes stoji ena britanska, zelo znana levičarska založba. To je ena zgodba. Druga stvar je to, da definitivno, ko sem jaz delala pač tega Rodneyja pred kakšnim letom, oziroma brala prevod, in se tudi veliko učila s tem, ko sem pač imela to knjigo v obdelavi, sem rekla, definitivno je treba vso zgodovino Afrike, kot jo tako, mislim, eruditsko predstavi Rodney, absolutno brati usporedno tudi svetovno sistemsko teorijo, ki pač, o kateri smo govorili. Skratka, ko govorimo o periferijah, polperiferijah in tako imenovanih centrih in kako se to spreminja skozi zgodovino, nam definitivno tle zadeva lahko pomaga. In pri branju pravzaprav samega sistema, ko je Magdalena prej rekla, to, da so ene stvari nepremakljive, da je podrazvoj definiran tudi za naprej in za stoletja vnaprej in desetletja in stoletja, ne le za nazaj. To je ena reč. Druga pa, seveda je pa še tretja stvar, ki je tudi bila že tukaj omenjena, ampak je brutalno resnična. Skratka, Hitler je definitivno imel izjemno dobro, mislim, on ni izumil ničesar novega, on se je absolutno zgledoval po zgodbah in pač po izkušnji kolonializma evropskega v Afriki. To je pač preverjeno in dokazano, obenem pa je pol tudi zelo dobro jasno, kako je nacističen režim in fašističen režim, oba seveda, kako zelo lepo se razumeta s kapitalizmom. In to je pač tretja ta reč, ki je, mislim, da na tej točki bistvena in jo je treba brati, zato je treba te zadeve brati globalno in znotraj svetovno-sistemskih teorij, no? Se mi zdi, in evo, toliko na kratko, da sam navržem te reči, ki so mi šle po glavi. Pa hvala lepa še enkrat za vajine intervencije. Evo. Hvala, Amelija, nisi nam pokvarila dramaturgijo. Super je. A še kakšen komentar, vprašanje mogoče? Kar izvoli, Fin.
Ja, jaz bi v bistvu vprašal, če mi znate nekako pojasniti, kaj je v resnici razlika med zahodnim neoimperializmom, neokolonializmom v Afriki trenutno in pa pač nekimi kitajskimi intervencijami v Afriki, a ne? Ker pač vemo, da pač evropski kolonializmi so začeli, ne vem, 200 plus let nazaj, mislim, ne vem, vredno letnico, no? Ampak imajo neko kolonialno osnovo, a ne? Zdaj kitajski imperializem pa ne, a ne? In torej v resnici pač zahodni imperializem v Afriki trenutno ima na nečem bazirati, a ne? In je pač plod neke vojaške intervencije, a ne? Kitajski pa ne, a ne? In kaj zdaj tukaj ta distinkcija med tema dvema, a ne? Pa tudi zdi se mi, ne vem, to, kar si ti rekla, ne vem, mislim, a veš, kaj si rekla, naprimer, ne vem, Iran izvaža orožje, mislim, ne vem, a veš, mislim, se Iran tudi kam drugam izvaža orožje, mislim pa tudi Francija pa Anglija kam izvažata orožje, ne, tudi med drugim v Slovenijo, ne, tako da mislim, zdi se mi, da se ne sme mešati teh stvari, no, to se mi zdi nekaj čisto drugega, kakor pa, ne vem, nek zahodni imperializem, ki pač ne. Realno čisto podobno, ampak je samo neki. Ja, če smo govorili, bilo je neko imperialistično, tudi tukaj me to zanima vprašanje navezano na socializem. Če razbremenimo imperializem ideoloških, liberalnih pogledov in ga vrednotimo marksistično, je to neka uporaba neekonomskih sredstev države ali organizacij, ki vodi do akumulacije kapitala. In to smo videli, kapitalizem gre seveda z imperializmom z roko v roki in to smo videli, da so zahodne kapitalistične države počele za neke dosege ciljev, za povečanje svojega kapitala in za bogatenje nacionalne buržoazije na zahodu, v centru. Kako je potem tukaj, kje so potem socialistične države tukaj vršile nek imperializem nad Afriko, me zanima, no? Ker v tem trenutku potem pridemo samo do neenake menjave, ki ni nujno imperialistična, no? Jaz sem to tako razumel, kot da je zdaj metanje, kar so počele neke socialistične države z neenako menjavo in kaj je počel Zahod za sredstvi neekonomske prisile na afriške države, eno in isto bilo. No, mislim, da tukaj je treba vzpostaviti neko distinkcijo, ne pa kar reči, da so oboji zdaj krivi, vsi sistemi krivi za to, kar se je dogodilo v Afriki. Ful vama hvala za vprašanje, pač tako res. Jaz bom probala, ampak po mojem, da ne bom znala čisto v celoti odgovoriti, ampak jaz bom delno odgovorila, pa mogoče lahko še Goran kaj doda, pa seveda ni nujno, da se strinjate. Kar se tiče Irana, jaz sem zdaj tlele izhajala pač iz čist neke izkušnje, ki je meni blizu, pač glede konflikta, ki se trenutno dogaja v Etiopiji, kjer orožje izvaža ne samo Iran, ampak tudi Turčija, Združeni arabski emirati in tako dalje. Pač ta zadeva je, mislim, tako jasna, pač tlele pač ni nobene diskusije in mislim, da je tudi ni treba razvijati dalje. Kar se tiče pač tega zahodnega imperializma in pač zdaj kitajske prisotnosti v Afriki, jaz sicer nisem zdaj nek ekspert, kdaj se je Kitajska pač vključila v vse to in kako, na kakšen način deluje, ampak to pač, kar lahko spremljam in seveda pač lahko se sam izrekam pač za en del Afrike, zelo mehen del Afrike, je v tem, da vsaj tako sem jaz dobila občutek, da pač evropska pač ta neko vmešavanje v Afrike, se pravi v to neko črpanje surovin, gre tudi v vmešavanje v politiko, medtem ko kitajsko pač to neko zavzetje pač Afrike, kar absolutno je ogromno in je blazno tudi problematično in tudi ogromno je rasizma pač strani pač Kitajcev pač do Afričanov in tako dalje. Se mi pa zdi, da vseeno da dela na nek način, kjer se črpa surovine, sicer investira, izkorišča seveda ljudi za neke zelo bizarne pač plače, predvsem tudi pač afriške, pač to neko izobraženo ljudstvo, se pravi, ne gre samo za pač to neko delovno silo, ampak tudi pač, ne vem, naprimer inženjere pač v teh nekih visokih tehnologijah, ki jih sedaj predstavlja Afriki, pa vsekako nekako deluje pač na način, kjer
kjer se ne umešava v Afriko in pač Kitajska se zdaj trenutno nikakor ne izreka za noben konflikt v pač vzhodnji Afriki, medtem ko se pač Zahod izreka in se umešava in nekako pač vsiljuje pač to, kako naj bi bila družba strukturirana, je pač Kitajska rekla, da to njih pač ne zanima, pač kako je in nekako pač se mi zdi, da pasivno vse in pač dobijajo, mogoče je metoda drugačna trenutno, cilj se mi pa zdi pa, da je vendarle pač zelo podoben. Kar se tiče pač tega tvojega drugega vprašanja, Domen, ampak v bistvu pač Rodni zelo je jasen pač, da nimajo pač kapitalistične in socialistične države, mislim, on to ne enač pač, ne, nikakor ne enač pač, on to zelo jasno pove, ampak istočasno se mi zdi pač, da vendarle ta celotna knjiga nakaže, da smo mi pač res, kot BMB pravi, pač del enega sveta in da so stvari blazno povezane, pač mislim, to ni zdaj, mislim, on je radikalen pač Rodni, on pravi pač, če tvoja babica ali moja babica pila kavo ali kakao, da je vse to pač del neke trgovine celotne, pač ne, pa je lahko bilo v Jugoslaviji ali je bilo v Rusiji, pač on, mislim, on je tako res radikalen pač do te mere, pač ne, in da prek trgovine in prek tega nekega konkurence na evropskem trgu so te surovine prišle tudi do nekoga, ki ni imel mogoče direkten pač neko imperialistično agendo, tako da zadeve so zelo nekako povezane in kompleksne. Mogoče še ti kaj dodaj? Ja, tista prva stvar, da sam imperializem na kakšen način je strukturiran, deluje, na kakršenkoli način pogledamo, deluje brezčasno. In ta brezčasnost je tista, kamor se skuša opisati ta pač Walter Rodney. Če brezčasnost v smislu obstaja kot ideja in sama ideja je lahko pač vedno prevzame tudi katerakoli druga, pač bi lahko rekel, družbena konstrukcija. Tako da, pa sem bil zelo specifičen. Specifične države, socialistične države so posegale v Afrike za popolnoma istimi pač vzvodi, kot so posegale kakršnekoli druge zahodne države. In takrat je težko reči, da ni bilo njihovo delovanje imperialistično. Zelo težko reči, da ni bilo. Pa še ena pač mogoče opomba, ko se gre za eksploatacijo. Vedno imamo pač pred očmi, da ko imamo eksploatacijo, imamo pač subjekt eksploatacije je seveda kapital, instrument so kapitalisti, potem pa imamo pač ljudi, ki so izkoriščeni tam. Pač Marx pravi nekaj drugega. Objekt eksploatacije niso ljudje, ampak je pač njihova delovna sila, zmožnost dela. In to, da recimo pride pač katerakoli socialistična država in jim vzame tisto zmožnost dela, je eksploatacija, v kakršnemkoli že zdaj smislu. Tako da je pač neka kompleksna težava. Obenem, pa še enkrat poudarim, so bile države, socialistične države, ki so delovale zelo idealizirano in so delovale popolnoma izven tega okvira eksploatacije in jih je treba tudi pač pohvaliti v temu in upati, da bo spet vzpostavilo so pač neke možnosti, kjer bo spet nekaj podobnega možno. Recimo Kuba je dober primer, so še neke drugi primeri, ampak je neka inherentna težava, ki recimo v Sovjetski zvezi je ravno v 70-ih prišla pač najbolj do izraza, v 80-ih pa enostavno ni zdržala več lastne ideje, ki je bila ideja razvoja. Ideja razvoja ni inherentna samemu socializmu. In to je bila pač neka težava, ki se je nekako manifestirala ravno v tem, da sam razvoj bo vedno bolj na strani kapitalizma kot na socializma. Socializem lahko masivno deluje v smer razvoja takšnega in drugačnega, pa bo vedno kapitalizem zmagal. Zakaj? Zaradi tega, ker nima meja. Oziroma gre preko meja, vzpostavlja pač neke nove horizonte, ki niso bili nikdar možni. Tako da, ko pride do neke nove eksploatacije, recimo bančna eksploatacija, to ni bilo pač v horizontu možnega do takrat, dokler se ni kapitalizem vzel naprej nekako zagarantiral še eksploatacijo za naslednjih 100-200 let. Mislim, da nobena banka v Afriki, če se ne motim, ni samostojna, da so vse pač neke podružnice nekih večjih, če se ne motim. Lahko pa preverimo. Dobro, samo tako. Ampak pač on tudi pravi za socializem, ne pač s to nacionalizacijo pač tovaren, da vendarle pač niso te države imele zdaj, mislim, ne moramo pač narediti neko paralelo pač med Veliko Britanijo. Ne, pa se ne obstaja paralela, ampak v nekem, ko se forme, recimo, kapitalistična forma je zelo specifična forma izkoriščene delovne sile. Ko kljub temu, da imamo pač nacionalizirane tovarne in tako naprej, ko te tovarne začejo pač isto logiko uporabljati v drugih državah,
žal se zgodi isto. Kapitalistična pa je eksploatacija. Kitajska je čisti primer tega. Kitajska je super primer, ja. Kitajska deluje, ima vse pogoje za to, da bi bila ena izmed pač najbolj socialističnih v tem žlahtnem smislu držav, pa se je odločila, da bo pač stavila vse na razvoj. Dobro, deluje, vidimo deluje in deluje zelo dobro. Ampak deluje samo pod pogojih, da so sprejeli tudi, da je kapitalistična forma pač tista, ki jim bo omogočila pač ta razvoj. Ne obstaja, odločitev je takšna ali drugačna. Še eno vprašanje. Jaz bi pa mogoče vprašal na to, ne? Zdaj je 50 let od tega rimskega kluba, ko se je v bistvu postavil neke temelje odrasti. Ne? Istočasno je zadnjič kolega Aleksandar Matkovič objavil v bistvu iz arhiva tega marksističnega centra v Ljubljani, v bistvu dosti podobne debate o končnosti resursov in tako naprej. Kako recimo rodni razvija to misel, torej da ta matrika, ki je bila izpostavljena, torej da gre za izkoriščanje, ki se bo dogajalo tudi v prihodnosti in da v bistvu konc trgovine sužnji, posledično osvoboditev sužnjev je v bistvu vse na istem trajektoriju povečanja profitov, kar se mi zdi ful dobro, da je bilo pač tokrat izpostavljeno danes. A ima on recimo tukaj že pač te neke nastavke za nek možnost recimo ekonomskega sistema, ki bi šel onkraj te paradigme razvoja, ki se mi zdi, da je bila zdaj tudi pač iz obeh strani pokritizirana, pa to je. Načeloma v sami knjigi ne ponuja pač nekih možnosti, nekih pač alternativ, ponuja jih pa na nek način v knjigi, ki bo, upam, da bo objavljena, Oktobrska revolucija. Že lobiranje. Ne, so pravzaprav, mislim, da so predavanja oziroma neke priprave predavanj, ki so jih potem pač nek urednik jih je skupaj sestavil, ampak tam se pa neposredno naveže ravno na to, v kakšnem ko se je zgodila Oktobrska revolucija. To ni pomenilo, imamo pač neko zelo poenostavljeno pač idejo, kaj se je zgodilo. Oktobrska revolucija, začela se je graditi sovjetska država in smo v nekem hipu pač dobili Stalina. Pač ni se zgodilo to. Zgodilo se je, da je 1917 se zgodila Oktobrska revolucija, potem smo imeli pa 5-letno državljansko vojno, kar pomeni. Imeli smo prvo svetovno vojno, kjer je bila Rusija popolnoma poražena. Predtem, Ruski imperij popolnoma poražen. Predtem ni bila Rusija ena izmed pač razvitih držav, ampak je bila že takrat nerazvita, kar pomeni 2 udarca. Potem je prišlo pač do državljanske vojne in potem je prišlo še pač do upadov takšnih in drugačnih. Še leta 1925 mislim, da je bila en del ameriške vojske še na teritoriju Sovjetske zveze, kar je popolnoma bizarno, ampak pač pogoji so bili takšni, da je bilo to možno, velik teritorij in tako naprej. Ampak znotraj tega konteksta, kjer je izgledalo vse nemogoče, je sovjetska oblast nekako vzpostavila pogoje, kjer pa je bilo možno nekaj narediti. Tako da jaz mislim, da znotraj te knjige bi bilo lažje najti neke odgovore na to, kaj je možno in definitivno bi iskal odgovore na strani nekih socialističnih iniciativ, komunističnih iniciativ, kot na katerikoli drugi liberalni, kapitalistično usmerjeni debati, recimo te ideje, na kakšen način bi bilo najlažje razviti Afriko, ki jo ima IMF in tako naprej, bodo vedno vodili samo še v hujše izkoriščanje, čeprav je zaenkrat še nezamisljivo. Tako da mogoče na tej ravni. Malo naivna. Ampak eno alternativo pač se je ponudil pač tale, kaj sem hotel reči, da mi je šlo iz glave beseda, ampak gibanje neuvrščenih je na nek način hotel, oziroma internacionalizem, kot ga je razumel Che Guevara, in ki gre zelo na nek način v eno, zdaj sem malo daleč šla, ampak gre zelo na to, da ne nazadnje, ko se je, kar je zdaj precej seveda nepopularno, ampak to gibanje neuvrščenih je bilo natanko, pravzaprav je bil poskus tega na nek način. Skratka, nekatere države, ki so hotele opolnomočiti pravzaprav, tretji svet se je hotel sam sebe opolnomočiti, vzpostaviti zvezo, skratka, to je ta pač
v tem kontekstu pač omenjam Che Guevaro, pač to internacionalistično idejo. In gibanje neuvrščenih je to bilo in je nekaj časa zelo uspešno pravzaprav predstavljalo neko alternativo pač do padca tistega vzhodnega bloka, bolj dokončno. Sam, kolikor jaz vem, pač te trde pač socialistične države niso imele tako zelo velikega Jugoslavije nimam jaz nimam za leninistično, stalinističnih, mislim, prijemi so bili bistveno drugačni, no? In odprtost Jugoslavije na vse konce sveta je bila izjemna, tudi pač pred padcem pač železne zavese, no? Skratka, mislim, da je to tisto, kar je tle, in je bila neke vrste idealistična tretja pot, ki pač se je pač na neki točki ni se zaključila, pravzaprav to še vedno obstaja, kolikor vem, sam bi, ja, no. Ja, se obstaja, mislim, da, še vedno, ja. Sam ne vem, kako delujejo, ker nismo več zraven, že dolgo ne vem, to je problem, ne? Ja. Ne vem, če malo dalje sem zdaj šla, ne? Vendar ne, šlo je za neko poskus opolnomočenja pravzaprav in dajati, in to enakovredno partnerstvo znotraj in pač nekih, kjer dejansko ni bilo hlapca in gospodarja, ampak smo bili vsi enaki, mogoče malo idealistično. Pa po mojem, da je to res Amelija idealistično, ker naprimer zdaj spet govorimo o Etiopiji, ki je pač, ne vem, do padca Haile Selassija 74. leta, je pač, to je bil pač feudalizem, pač, ne, in potem pač prek noči pač z neko skupino študentov, ki so se izobraževali pač v tujini, ki jih je sam Haile Selassie poslal na izobraževanje vključno Sovjetsko zvezo, so se vrnili in so ga pač seveda nekako so ga skinuli pač, ne. In zdaj, kaj sledi, je pač res taka neka marksistična diktatura, in ta prehod med feudalizmom v pač socializem je pač absolutno brutalen, pač to je najhujše verjetno obdobje v zgodovini Etiopije. Tako da vsem gre tudi tle za neko apropriacijo, kjer zadeve so res pač nekako kompleksne in mogoče tudi na različnih področjih sveta tudi drugače pač deluje. Vsekakor pa moramo pač tle poudariti, da je pač socializem pač oziroma to obdobje v dekolonizaciji Afrike pravzaprav v tej generaciji odigral pač ključno vlogo, no. Mislim, je seveda bilo pač nekako polnomočenje pač prek tega, no. Tako da, a je mogoče še kakšen komentar? Če ne, bi mogoče lahko zaključili pa nadaljevali v neki neformalnem pač duhu. Tako da, najlepša hvala, Goran, ful hvala, ful je bilo izčrpno, res ful dragoceni komentarji in upogledi, tako da res iskreno hvala. In pa seveda vabljenih k nakupu knjige, ki ima danes 20% popust. CF je tudi najbolj nekapitalistična založba in istočasno to knjigo, kakorkoli že stane, pač jo morate imeti, ker se boste k njej vračali, spremenila vam bo življenje upogleda v vaše pač, ne vem, vsakdanje potrošniške navade, tako da to smo zdaj zlobirali in knjigo in novi prevod, tako da Goran, hvala še enkrat in pač vabljeni seveda na neko neformalno druženje. Hvala.